živalstvo Jasmina, kjer je vaša prihodnost v mojih kartah. Lepo prosim. Dober dan, strahospoštovana gospa Jasmina. V rokah držim mesec dni starega otročička, pa me zelo zanima, kakšna usoda ga čaka. Novopečena mati, naj vaš prekletstvo križevega kralja zaobide, naj vam bo škis naklonjen, naj bodete zdravo, pametno in predvsem pametno. Ne zdravo, pametno. Skratka, vržem karte in bomo videli, kakšna usoda me čaka. Prva karta, srčeva dama. Ta predstavlja ogromno, veliko naklonjenost vašega sina do svoje matere. Joj, kako lepa napoved! O, ne. Pri srčevi dami govorimo o prekomerni naklonjenosti, kar pomeni, da bo vaš sin telesno in psihično zaljubljen v vas. Kaj pa naj bi to pomenilo? No, nič posebnega. Pravzaprav zgolj to, da bo sin spolno občeval z vami. Ampak tako ne gre! No, malo se pomirite. So bili že hujši primeri. Poglejmo reči naslednjo karto, ki je... Ne, tega sem se bala, križev kralj. To pomeni, da bo vaš sinček bil moža, ki ga tako zelo ljubite. To je pa že preveč. Ste sigurni? Jasmina, vrzite karte še enkrat. Lepo vas prosim, takšno zgodbo so izrekle karte. Druge zgodbe ni. Ampak kaj storiti? No, mogoče pa odgovor leži v tem. Pikova devetka. Kako zanimivo. Zanimivo. Kaj pa je tako zanimivega? Mar živite v 9. nadstropju? Ja, ampak kaj ima to s pikovo devetko? Pik je simbol letenja. Devetka predstavlja 9. nadstropje. Zdaj, če povežemo logično, je možna samo ena racionalna razlaga. Takoj pri tej priči vržite otroka skozi okno. Kaj? Ampak kaj bom potem s svojim življenjem? No, lepo vas prosim, ne bodite nadsmerani. Preimenujte se v kaj depresivnega, kot je, kaj pa jaz vem, jokasta. Napišite knjigo, z malo sreče postanete milijonarka. Skratka, nas vidine, dragica, imam še mnogo za popraviti. Jokasta, kaj bova? Le buter ne bi verjel prerokbi. Prenevar me, da bi samo stala križem rok. Da bi zavrgla lastnega otroka, to bi storil le blaznež. Še večji blaznež pa bi bil tisti, ki bi gol izginil podarivke svojim otrokom. Morda je to bolj zanj, morda je to bolj za naju. Z Bogom, otrok! Svete pomaranče! Ubožec, vse bo v redu, greva na toplo. Vedeževalstvo Jasmina, kjer je vaša prihodnost v mojih kartah. Ali kristalni krogli z doplačilom 50 centov. Gospa, naslednji teden loterija organizira zelo veliko žrebanje. Kako lepo bi bilo, če bi mi zaupali zmagovalne številke? Pikec, dragi, če bi karte znale napovedati taka čudesa, misliš, da bi še vedno delala kot televizijska vedeževalka. Oh, no, šment. Pa karte vseeno razkrijejo kakšen del moje prihodnosti? Ja, kako pa? Ampak reklamacij ni. Ko enkrat izveš svojo usodo, potem je ta zapečatina. No, le vrzite karte. Naj povedo, kaj prinaša čas. Pikova sedemka predstavlja 7 zanimivih dni vašega življenja. Srčeva dama pomeni ljubezen, neskončno ljubezen, morda celo spolno občevanje z osebo, ki vam je dala
življenje. Ampak križev kralj predstavlja sovražnika, ki ga boste zlahka pokončali. Kakšna skrivnostna napoved? Ste prepričani, da je resnična? Karce ne lažejo, no, razen če se, ampak povem vam zagotovo, takoj morate od doma sovražnika sloviti. Kaj več od mene ne boste izvedeli. Groza! Nasvidenje! In kaj as? Na vse zadnje sploh ne bi smel iti od doma. Pazi, kot hodi slajekarec! Pobegnil sem. Svoja starša sem hotel zavarovati pred strašno prerokbo. Imel sem jo rad, zato sem jo moral obvarovati. Obvarovati pred sabo. Gotovo na novo. Pozdravljeni v resničnostnem šovu Vdovo na novo. Jaz, Svinka, voditeljica tega šova, vas opozarjam, da bo telefonski pogovor v celoti predvajan javnosti. Na vse zadnje gre le za resničnostni šov. Pravila sodelovanja so preprosta. Najprej se nam predstavite, tako da izdate svoje ime. Kasneje pa odgovorite na zastavljeno uganko. Če je vaš odgovor pravilen, dobite vdovo za ženo. Sicer pa več sreče pri hudi. Zdaj pa na juriš! Pozdravljeni, Ojdip pri telefonu. Preljubi Ojdip, kaj vas je pripravila do tega, da ste se prijavili v naš šov? Incest, ki naj bi ga povzročil kar sam. A na vašo žalost bom podrobnosti rajše zadržal zase. Križana gora! Kakšne sočnosti se dogajajo dan danes? Zdaj pa le brž, naj vam zastavim uganko. Kdo hodi zjutraj po 4, popoldne po 2 in zvečer po 3 in je najbolj slaboten, ko hodi po največjem številu nog? Pa saj to je vendar mačji kašelj. Človek kot dete hodi po 4, odrasel hodi po 2, starcu pa palica služi za 3. nogo. Odgovor je... pravilen! Senzacionalno! Vsa čas, gospod Ojdip! Odgovor prevzamite naslednjo soboto. Fuj, si se že kdaj umil stopala, smrdijo kot gnijoča gorjača gorskega trola, morda bo vsaj ta odeja malo zakrila vonj.